Sem Igor Vrhovec in sem jamski potapljač. Torej, ta odkritja so potekala letos, leta 2015. Zadnje raziskave odtočnega sifona Pivka jame so potekale leta 1998 in nekako že vse od takrat, ko so prenehali z raziskavami, nekako smo imeli v glavah, da bi se enkrat spravili raziskovati ta sifon, ampak pač ideja je mogla zoreti, tako da letos smo se potem pač le uspeli spraviti. Preplavali smo tiste 3 znane sifone, potem pa za njimi pač odkrili približno kilometer novega rova, sledil je 4. sifon, za 4. sifonom imamo pa zdaj približno 2,5 kilometra novega rova do 5. sifona, ki pa še čaka. Ja, torej ta rov, torej definitivno gre rov, tako kot so že pred časom dokazali z barvanjem proti planinski jami, ampak kar je zanimivo, je to, da ne gre od odtočnega sifona Pivka jame rov direktno proti pritočnemu sifonu planinske jame, ampak gre kar nekaj časa na sever, potem pa obrne in gre sedaj proti jugovzhodu, tako da nam manjka sedaj približno še 800 metrov zračne razdalje. Ja, torej v glavnem je to rov, po katerem teče reka Pivka. Na nekaterih mestih je pregloboka in je treba plavati, nekje se po vodi brede, nekje se vlečemo po skalah, nekatera mesta se pač iz stropa podira v material in so veliki balvani, preko katerih je treba napredovati. Rov je dimenzij tudi 15 do 20 metrov širine, višine 10 do 20 metrov, torej ogromen. In mestoma ga pač prekinjajo sifoni, katere je treba pač pod vodo preplavati, in rov se nadaljuje. Sifon je pa del rova, ki je do stropa zalit z vodo. Torej, normalen suhi jamar ne more po njemu več napredovati, ampak se je treba potem pač s potapljaško tehniko prebiti preko sifona. Torej, na eni strani zrak, na drugi strani zrak, vmes je treba pa komplet pod vodo. Ja, najtežji del je pravzaprav povratek, tako kot vedno, ne. Najhuje pri tovrstnih raziskavah je količina opreme, ki jo potrebujemo. Zaradi sifonov moramo s sabo nositi tudi potapljaško opremo. Komplet potapljaške opreme za potapljača ima približno 50 kg in do prvega sifona Pivke jame, torej odtočnega, nam še suhi jamarji pomagajo to opremo znositi, dalje smo pa sami. In vsak mora svojih 50 kg prestavljati od sifona do sifona po jami in potem seveda stvari spraviti tudi ven. Zdaj, na poti v jamo smo še kolikor toliko spočiti, ko se vračamo, smo utrujeni in posledično smo počasnejši, moramo paziti, kaj počnemo in ta del je, tako bom rekel, najbolj zahteven, tako fizično kot psihično. Ja, to je približno pot v eno smer, tudi merjenje novo odkritih rovov in pot nazaj 10 do 12 ur. Zdaj, zračne linije je približno 800 metrov, ampak glede na to, kako se je izkazalo do zdaj s tem obstoječim rovom, to pomeni približno 1,5 kilometra do 2 kilometra bo še pač treba odkriti rova, preden pridemo do končnih delov tega pritočnega sifona planinske jame. Ja, trenutno naslednja akcija bomo poskušali premagati še ta 5. sifon, da vidimo, je za njim še kaj suhega rova. Suhi rov, mi rečemo suhi rov, ki ni zalit, pač tistemu rovu, ki ni zalit do stropa. Če ga premagamo, potem gremo dalje do 6. sifona, ki pa smatramo, da bo že verjetno druga stran tega sifona, ki pride iz planinske jame. Vkolikor bi pa 5. sifon šel takoj na dosti veliko globino, potem je pa to verjetno že vsa zalita cona. Potem pa bo iz planinske jame lep potop. Ja, glede na to, da je Postojnska jama nekako največja jama pri nas, da ima največjo zgodovino tako raziskav kot raznih znanstvenih raziskav, da je, ne bom rekel najbolj razvpita, ampak da je nekako najbolj znana turistična jama pri nas, je seveda zelo pomembno, da bi se ta povezava naredila, če ne drugega že zato, ker se po moje že kakšnih 50 let ve, da ta povezava teoretično obstaja, ampak do zdaj se noben ni spravil resno narediti. Dovolj smo zreli, bom rekel. Definitivno je tako pač, čutimo se sposobni to narediti, leta so ta prava, fizična, psihična kondicija je ta prava, če tako rečem. In zdaj je čas, če smo mogoče 50 let, to več ne bomo sposobni narediti. In zdaj
bomo poskušali. Če nas slučajno ne uspe, bo spet čez nekaj let kakšna druga generacija jamskih potapljačev, ki bo mogoče še korak nad nami in mogoče njim uspelo. Čeprav jaz mislim, da bomo. Največ sva sodelovala Sebastian Gantar in jaz, občasno pa pomagajo potem še Matej Koršič, Uroš Ilić in Zvone Švrljuga. To je bila pač ta udarna potapljaška ekipa, če tako rečem. Plus dodatno pa imamo nekih 10 do 20 nosačev vsako akcijo, ti se pa menjajo. Edina konstanta je Marjan Vilhar.